Ja, spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji angleščine, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji spletni predstavitvi učbeniškega kompleta Touchstone 4, ki smo jo skupaj z avtorji pripravili za vas. Z avtorjem, gospodom Janezom Skelo, že dolga desetletja izdajamo popularen slovenski učbeniški komplet Touchstone 6, ki je v bistvu lani praznoval že svojo 30-letnico. Kot smo vas že obvestili v materialih, ki ste jih prejeli, pa sedaj pripravljamo za drugo triletje osnovne šole učbeniški komplet za 4. razred Touchstone 4, v nadaljevanju pa še učbeniški komplet za 5. razred Touchstone 5. Danes bodo z vami avtorji učbeniškega kompleta Touchstone 4, gospod Janez Skela, gospa Mateja Dagarin-Fojkar, gospa Urška Medved in gospa Janja Čolić. Če se vam med seminarjem zastavi kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko pošljete na e-naslov založba-obzorja.si, ki se bo ta e-pošta se bo na zaslonu prikazala ob koncu dogodka. Odgovore bomo posredovali vsem prisotnim na današnji predstavitvi. Lepo vas prosimo, da med predavanjem izključite mikrofone, da ne bomo motili predavateljev. Predavanje bomo snemali. Najprej ima besedo gospod Janez Skela, ki ga prav lepo pozdravljam v naši družbi. Gospod Janez Skela, prosim, izvolite. Prav, dober dan, upam, da se slišimo. Se? Se slišimo. Se. Ok. A je tole prvi slajd? Ja. Prav. Torej, za začetek bi, kot je že gospa direktorica povedala, umestil Touchstone 4 v celotno serijo, učbeniško serijo Touchstone. Tisti, ki uporabljate, jo verjetno poznate. In sicer, zakaj Touchstone 4? Razloga sta dva. Prvi razlog je, da sta sedanja učbenika MySales 1 in 2, ki sta namenjena pouku angleščine v 4. in 5. razredu v nekem vsebinskem smislu oziroma sami zasnovi mogoče že malček izpeta. In se je pač pokazala potreba po prenovi. Drug razlog pa je bil, ko se je utrnila ideja, da bi pravzaprav spustili učbenik Touchstone navzdol z istim imenom in seveda s tem seveda tudi zavezo, da se učbenik 4 in 5, torej, ki bosta nadomestila MySales 1 in 2, tudi po zasnovi, se pravi didaktično, metodološko, priključita v serijo učbenikov in s tem olajšamo prehod med obema triadama. Zdaj je bil mogoče prehod od MySales učbenikov na Touchstone mogoče manj, bi rekel, tekoč ali ne vem, a se vidi. Slajd nekako izginja in se spet prikaže in podobno. Recimo zdaj ne vidim jaz slajda, ne vem, kako je z vami. Ne vidi se zdaj, ne. Okay. Spet. Zdaj spet, ja. Torej, to sta bila dva razloga, da v bistvu Touchstone priključimo v to celotno serijo, na ta način nastane celotna serija 6 učbenikov za obe, se pravi drugo in tretjo triado pouka angleščine. Tukaj na tem zaslonu zaenkrat pač nisem dodal še 8 in 9. In tisti, ki učbenik uporabljate, vam je to mogoče bolj znano. 6 in 7 sta že bila prenovljena, 8
je trenutno v prenovi. Žal ne bo šla za uporabo v letošnjem šolskem letu, ampak bo šla predvidoma nekje oktobra. Tako da tisti, ki ta učbenik uporabljate, boste si ga lahko v miru potem pogledali in se pač odločili o nadaljnjih korakih. Potem pa sledi še prenova Touchstone 9, tako da bi potem bila celotna serija, bi rekel, nekako obnovljena, prenovljena ali pa na novo, kot je to zdaj v primeru Touchstone 4. Torej, ena izmed zavez, kot sem rekel, vključiti učbenik v učbeniško serijo seveda pomeni, da njegova zasnova v bistvu ostaja enaka oziroma podobna temu, kar sledi v učbenikih za višje razrede osnovne šole v seriji Touchstone. Najbolj tukaj mislim seveda zgradbo učne enote. Spet tisti, ki mogoče uporabljate ta učbenik, vam je to nekoliko bolj znano. Gre pa zlasti za to delitev posameznih delov učne enote v tako imenovan obvezni del in pa tako imenovane neobvezne vsebine. Touchstone učbeniki so ponavadi razmeroma obsežni, kar lahko mogoče določene učitelje prestraši. V resnici pa je filozofija za tem precej jasna, kar je razvidno iz te osnovne delitve na obvezne in neobvezne dele, se pravi, da v neobveznih delih ponujamo učiteljem vsebine, ki so gotovo zelo zanimive, ampak ukolikor jih pač v svojem razredu oziroma v svoji situaciji ne morete uporabiti, jih pač ne boste, so pa na voljo. Diferenciacija se, kot sami vemo, začne zelo, zelo zgodaj. Učenci se na pouk angleščine odzivajo zelo različno in ti deli so seveda potem namenjeni predvsem izbiri oziroma da vam prihrani čas iskanja in priprave nekega podobnega gradiva, ki bi ga pa želeli uporabiti, mogoče v razredih, ali pa z učenci, ki želijo več ali pa zmorejo več. Če se malo pobliže pogledamo, več bo o tem govora itak v nadaljevanju, kjer bodo soavtorice tole predstavile. Se pravi, najprej ta obvezni del skupaj z ponavljanjem, delom za ponavljanje, se pravi revision and check back, kjer se potem ta obvezni del zaključi. Torej, obvezni deli so 3 ABC, kot je bilo že v uvodu povedano, tukaj pač gre za uvajanje tako imenovane nove snovi. Poudariti seveda treba, kot bomo tudi videli malo kasneje, da je, kar se tiče slovnice, ta seveda vpeljana in obravnavana zelo, zelo posredno oziroma prikrito. Tako imenovane neobvezne vsebine za verificiran pouk so besediščni del v Slurp Up Words, kjer gre seveda za besedišče, nadgradnjo besedišča, povezanega s temo določene enote. Crossing Cultures je tudi dovolj poveden naslov, se pravi, da gre za kulturne, medkulturne vsebine, tako ciljne in izhodiščne kulture. Let's Step Beyond English predstavlja CLIL vsebine, se pravi medpredmetne povezave, Storytime. Gre za izbor zgodbe iz otroške književnosti. Zgodbe so v glavnem precej znane, izbrane pa so bile seveda na podlagi njihove, bi rekel, izobraževalne, kognitivne, kulturne, čustvenega potenciala. In še zadnji del je Reading for Fun, kar je bilo tudi že omenjeno, gre za zgodbo v nadaljevanjih, se pravi Storyline, avtor katere je Boštjan Gorenc Pižama, in se pač v vsaki zgodbi oziroma v vsaki lekciji odvije ena epizoda. Torej, toliko o strukturi, ki, kot rečeno, tudi na platnicah učbenika, kjer je metodologija oziroma pristop
pojasnim dokaj podrobno, tole je sicer vzeto z učbenika Touchstone 6, ampak nekako velja tudi zdaj za ta nova dva učbenika 4 in 5 in seveda v nadaljevanju. Številne, bi rekel, sodobni pristopi oziroma načini poučevanja tujih jezikov, tako da lahko rečem, da je učbenik metodološko v skladu s tem, kar pač ta hip mislimo, da vemo o poučevanju tujih jezikov. Seveda s to značilnostjo, da je Touchstone pač domač učbenik, lokalni učbenik, kar se v vseh segmentih, kjer se le da, izkoristimo do maksimuma. Bodisi z eksplicitno rabo slovenščine na trenutke, ker je to smiselno, kulturnih vsebin in podobno. Torej nekaj, kar pač si globalni tujezikovni učbenik ne more privoščiti. Mi tu s pridom izkoriščamo in to je tudi ena izmed, bi rekel, poleg vse te strukture in pristopa, ena izmed bistvenih značilnosti Touchstona v celoti, celotne serije. Mogoče samo nekaj utrinkov o tej tako imenovani poenoteni metodologiji, se pravi določenih rubrik, ki jih, kot rečeno, tisti, ki uporabljate Touchstone v višjih razredih, gotovo poznate. Ena izmed njih je Remember Box, se pravi, zdaj govorim, to je že vzeto iz učbenika Touchstone 4. Se pravi, da smo ta Remember Box, ki tipično uvaja jezikovne funkcije oziroma govorna dejanja. Kot vidite, so funkcije vedno pojasnjene v slovenščini tudi, da ja, ni nikakršnega dvoma o tem. Gre v glavnem za, kot rečeno, funkcije tako nekaj narediš, tako vprašaš, tako rečeš, tako poveš, koliko je in podobno. Torej, ta Remember Box je ena izmed stalnic, ki se potem vleče skozi vse učbenike in ravno z uvedbo, vpeljavo tovrstnih rubrik smo poleg metodološkega pristopa zagotovili neko notranjo koherenco med učbeniki v celotni seriji. Druga rubrika je Look, ki je ravno tako značilna za učbenike v višjih razredih. Tukaj imate eno tipično stran na desni strani, da vidite, kako se ta Look umešča recimo v eno izmed lekcij. Na tej strani sta dvakrat se pojavi ta Look. To je skratka ena mini rubrika, ki na nek nevsiljiv način opozarja na različne stvari. Največkrat gre za kakšne besediščne zadeve ali pa tisto, o čemer sem prej govoril, to prikrito obravnavo slovnice oziroma opozarjanje na določene slovnične jezikovne pojave, ne da bi jih v bistvu sploh razlagali eksplicitno. So pa nujne za izvedbo potem določenih vaj, utrjevanja in tako dalje. Zdaj učitelj s tem lahko počne marsikaj, lahko sicer poda tudi še kakšno drugo razlago tega, kar je tukaj izpostavljeno. Drugače so pa to res zgolj neki opomniki, če bi gledali recimo naravo teh, ki so na levi strani, naključno izbranih iz različnih lekcij, vidite, da se opozarja tudi na neke, kot sem rekel, slovnične stvari, lahko pa gre tudi za neke čisto besediščne stvari, kot kazen, ki pač lahko pomeni moški in ženski spol. Podobne take drobnarije skozi cel učbenik. Naslednja rubrika Miles of Smiles je ravno tako konstanta v vseh nadaljnjih učbenikih. Gre za šale, ki so seveda tematsko, jezikovno in sicer povezane s temo določene enote, v kateri se te šale pojavljajo. Lahko se zdi na prvi hip, da bo tole jezikovni zalogaj in podobno, ampak mislim, da so taki trenutki dragoceni tudi med samim poučevanjem, če se ob tem ustavite,
magari, če bo treba tudi, ne vem, kakšno šalo pojasniti in podobno. Mislim, da so en dober dodatek, bi rekel, k bolj sproščenemu pouku. Ti tako imenovani lomilci jezika oziroma tongue twisters so na tej stopnji gotovo zelo zanimivi. Otroci se radi igrajo z jezikom na ta način in ravno tako prispevajo k, upam, bolj sproščenemu pouku. Vsi so tudi ilustrirani. Tukaj se nismo ozirali zdaj na neko slovnično, bi rekel, ali težavnost ali karkoli. Lahko so tudi določeni, se tudi najde kakšen, ki je v pretekliku in podobno. Tako da to ni bistveno, ampak gre za to, da se otroci igrajo z jezikom, se mogoče tole naučijo na pamet oziroma, kot je tukaj navodilo, poskušajo to prebrati kar se da hitro. No, ena izmed rubrik, ki je tudi stalnica, tukaj, kot rečeno, navajam zgolj stvari, ki so nares... Ja, ne vem kako, ampak ja. Aha, okej. Ki se pojavljajo, kot rečeno, tudi v kasnejših učbenikih. Tole je sicer iz delovnega zvezka, to rubriko Fantastic English Slovenian Translators smo predstavili v delovni zvezek pod rubriko Ponavljanje, kjer gre za primerjavo določenih jezikovnih funkcij med angleščino in slovenščino in navajanje učencev na to, da jezik oziroma odnos med dvema jezikoma ni vedno 1:1 in da se določene stvari v dveh različnih jezikih lahko na zelo, zelo različne načine izražajo in odražajo. Neke vrste mini kontrastive oziroma to, da se učenci zavedajo določenih razlik med obema jezikoma. Torej, to je spet ena izmed stalnih rubrik. Tako da bi bil prehod kasneje, recimo na Touchstone 6 in še naprej, lažji ob tovrstnih stalno ponavljajočih se rubrikah. Tudi to je z delovnega zvezka, zdaj v štirki, čeprav je v Touchstone 6 to v učbeniku. Spet gre za ponovitev jezikovnih funkcij oziroma govornih dejanj v obliki, ne vem, neke mreže, kjer si pač izberejo določeno število teh funkcij in jih prevedejo v slovenščino. Torej, povej, koliko si star, stara in tako naprej. Spet, kot rečeno, s pridom izkoriščamo dvojezičnost, oziroma to možnost, ki je pač globalni učbeniki nimajo. Mislim, da je tole bil moj zadnji slajd, ali še manj kaj. Ja, to je bilo moje. Torej, samo kot kratek uvod v to, od podrobnostih pa vas bodo zdaj še seznanile soavtorice. Hvala. Tako, doktor Skela, hvala. Naj se vam še najprej predstavim. Moje ime je Urška Medved in moja naloga danes pa je, da vas popeljem skozi zgodbo učbenika Touchstone 4. V učbeniku v vsaki lekciji nastopajo naši glavni junaki, to sta 10-letna dvojčka Emily in Charlie, njuna starejša sestra Grace, njihov muc Cheryl, ki jim, kot že pove njegovo ime, povsod sledi kot senca, in pa zelo slabovidni čarovnik Wilfred, ki kljub svojim magičnim močem vsega pač ne zmore sam. Potrebuje pomoč otrok, da mu pomagajo najti kužka, ki se je izgubil v votlini. Zgodba naših junakov se prične nekega dne na travniku za hišo ob gozdu. Otroci iščejo navihanega muca Shadova, ki je šel na potep. Ko ga najdejo,
zagledajo ob njem svetleč kamen, od katerega vodi sled globlje v gozd. Otroke ta sled pripelje do magičnega kipa, kamor morajo potem ta kamen tudi vstaviti. Ko ga vstavijo, se pred njimi pojavi prijazen, malo zmeden čarovnik Wilfred, ki jih prosi za pomoč. Naroči jim, naj se vsi dotaknejo tega kamna, od tega imamo tudi naslov Touchstone, torej, da jih ta kamen popelje v votlino, kjer se je izgubil njegov pes Wicket. Radovedni otroci se mu seveda odločijo pomagati. Ob dotiku tega kamna se jim odprejo tla pod nogami in po magičnem toboganu se spustijo v votlino, dogodivščinam naproti. Tako. Zdaj pa, da še malo predstavimo učne enote. V vsaki učni enoti se otroci spustijo po toboganu v drugo votlino, torej v svet, ki je tematsko povezan s temo učne enote, kar je nato predstavljeno na uvodnih slikah učnih enot. Kot vidite, so v učni enoti 1 zgoraj tukaj, levo naši junaki po toboganu pristali na oblačku, pod katerim se razprostira magični svet praznovanj, barv in števil. In ker je za učence zelo pomembno, da so seznanjeni s vsebino, ki jih čaka, je že prvo stran mogoče uporabiti za aktivnost, in sicer imajo tukaj spodaj desno nekaj reprezentativnih slik, ki odražajo vsebino te učne enote, hkrati so pa te slike skrite tudi na otočku samem in naloga učencev je, da jih poiščejo in, če znajo, seveda tudi poimenujejo. Hkrati pa lahko na podlagi teh slik ugibajo, kaj vse se bodo v tej učni enoti učili. Vsaka učna enota je razdeljena na razdelek A, B in C. In vsak od teh razdelkov se spet prične s stripom, ki skozi kontekst uvaja ciljno besedišče in jezikovne strukture. Seveda v vseh teh stripih spet nastopajo naši znani junaki, ki učence popeljejo v svet novih in magičnih dogodivščin. Besedišče, ki ga uvajamo v učbeniku Touchstone 4, je seveda, tako kot tudi v preostalih učbenikih Touchstone, zelo pestro in bogato in prepričani smo, da je ta učbenik s svojo vsebino in postopnim uvajanjem osnovnih jezikovnih struktur ter seveda dovolj vajami za utrjevanje le-teh primeren tako za zmogljivejše otroke, kot tudi za tiste, ki potrebujejo malo bolj sistemski pristop in malo več utrjevanja. Predvsem pa smo prepričani, da se učenci po 2 ali 3 letih angleščine ne bodo dolgočasili, saj učbenik učitelju ponuja veliko različnih možnosti. Tako, to je z moje strani, sedaj pa predajam besedo soavtorici Janji Čolić, ki vas bo popeljala skozi zelo bogato vsebino tega učbenika. Hvala. Hvala, Urška. Urška je že omenila, da je vsaka učna enota sestavljena iz razdelkov A, B in C. Jaz bi se pa pred tem, preden grem na te razdelke, še dotaknila učnih enot. Touchstone 4 ima torej 5 učnih enot. Tukaj na prosojnicah vidite tudi njihove naslovnice, pa bi jih kar pogledali. Hi There je prva učna enota, druga učna enota se imenuje School Rocks, tretjo enoto smo poimenovali Let's Play, četrta enota se imenuje Family Ties in 5. enota nosi naslov Feels Like Home. Vseh 5 enot je vezanih na učni načrt in tako kot je Urška že tudi povedala, so te naslovnice na nek način motivator za učence, pripravijo jih na obravnavano temo, miselno jih zaposlijo medtem, ko iščejo te male sličice znotraj uvodne naslovne slike in jih upamo tudi res motivirajo, da že razmišljajo o tem, kaj vse bi se lahko dogajalo v enoti in kaj vse se bodo učili. Pa če zdaj nadaljujemo, omenjeni so bili tudi že razdelki. Vsaka izmed 5 enot je torej razdeljena na 3 razdelke A, B in C. Črke so tukaj ravno zato, ker sledijo zgradbi Touchstone učbenikov.
Tukaj gre za uvajanje nove snovi, za jezikovni vnos in pred sabo vidite v bistvu naslove A, B in C vseh 5 enot učbenika. In kot je tudi že bilo omenjeno, čist vsaka izmed teh A, B in C razdelkov se prične, čist vsak razdelek se prične s stripom. Stripe smo opazili, da imajo učenci zelo radi in zato jih učbenik Touchstone 4 res vsebuje precej. Pa če se potem naprej dotaknem še ostalih aktivnosti in nalog, v učbeniku so naloge in aktivnosti zelo raznolike, od stripov, zgodbic, dialogov do pesmic, rim, ugank oziroma raznih miselnih izzivov, do razrednih raziskav in podobno. In vse te aktivnosti skupaj potem poskrbijo za razvijanje vseh 4 spretnosti, torej poslušanja, govora, branja in pisanja. Besedišče in jezikovne funkcije se uvajajo postopno, enako premišljena, predvsem pa sistematična, kot je gospod Skela že omenil, na tej stopnji le posredna je uvedba slovničnih struktur. Želela bi pa poudariti tukaj to, da učne enote vsebujejo bogato besedišče in poskrbeli smo, da ni vsaka enota sistematično grajena le posamezno, vsaka zase, ampak učbenik poskrbi za nadgrajevanje besedišča in struktur iz enote v enoto preko dialogov, vnašanje besedišča prejšnjih enot v naloge novih enot in podobno. Tako da ves čas gradimo od 1. do 5. enote. Razdelek D, Revision, je namenjen ponavljanju in utrjevanju snovi iz razdelkov A, B in C. In v tem razdelku D, Revisionu, boste našli 3 različne tipe nalog. V vsaki enoti boste najprej naleteli na board game, torej na družabno igro s kocko, kjer se bodo učenci lahko preko igre učili, ponavljali, utrjevali besedišče in tudi jezikovne funkcije. Največkrat gre za neko poimenovanje besedišča, velikokrat gre za odgovarjanje na vprašanja in v glavnem vsaka enota vsebuje eno tako igro. Sledi potem Chatterbox, tisti, ki uporabljate učbenike na višji stopnji, to rubriko poznate. In sicer običajno povežemo vprašanja v levem stolpcu z odgovori v desnem stolpcu. Je pa tole tudi primer naloge, kjer lahko mogoče učitelj z nekaj domišljije tako nalogo s fotokopiranjem pretvori v bingo, v spomin, v snap. Z avtorji smo se tudi pogovarjali, da bomo potem te ideje opisali v priročniku za učitelje, da bo mogoče malo lažje določene naloge tudi prilagajati, ne samo uporabljati napisane takšne, kot so. Kot zadnja naloga v razdelku Revision je naloga tako imenovana Treasure Stones, kjer učenci najdejo sezname v enoti obravnavanega besedišča po skupinah. Saj se nam je zdelo pomembno, da bodo te seznami besed v pomoč ne le učitelju, ampak tudi učencu in tudi staršem, zato da bodo lahko tudi doma ponavljali, da se bodo doma lahko pripravljali in se potem mogoče na nek način počutijo tudi bolj varne, ker točno vedo, kaj je v obravnavani enoti treba znati, katero je tisto besedišče, ki se ga pričakuje, da ga učenci poznajo. Tukaj bi omenila tudi zapisane ideje, kako se učiti besedišča. Gre dejansko za zapisane strategije učenja besedišča, ki lahko učence motivirajo pri pomnjenju novega besedišča ali pa v bistvu na nek način hkrati dobivajo ideje, kako ponavljati neko besedišče, da ni to mogoče goli zapis, ampak da dobijo neke ideje tudi za risanje, za pisanje listkov, za mogoče igranje igrice bingo in podobne zadeve. Tako da
jim ne bo zmanjkalo idej, kako se učiti besedišča. Potem je pa tukaj še pred vami slika enega checkbacka, torej rubrike E, razdelka E, ki ga tudi najdete v vsaki enoti, in ta E-razdelek je zadnji v sklopu osnovne obvezne obravnavane snovi in je namenjen samo ocenjevanju učencev, kjer učenci preverjajo to, kar so se naučili v določeni učni enoti. Učence navajamo na prevzemanje odgovornosti za svoje znanje, usmerjamo jih tudi na strani, kjer je določena snov bila obravnavana, spodbujamo jih k samoocenjevanju z namenom, da prepoznajo svoje znanje, hkrati pa tudi mogoče tiste teme, ki jim še niso dovolj blizu in kjer bo potrebno še malo učenja in se potem lahko vrnejo na te že zapisane strani in snov ponovijo. Tako da toliko v zvezi z osnovnim obveznim delom učbenika, pa bi zdaj povabila kolegico soavtorico Matejo Dagarin-Fojkar, ki vas bo popeljala skozi razširjeni program učbenika. Hvala, Janja. Ja, jaz vam bom predstavila ta diferenciran del, neobvezni del vsake enote. Kot je bilo danes že omenjeno, je ta del namenjen diferenciaciji pouka učencem, ki prej zaključijo z dejavnostmi, si želijo več ali jih pa učitelj izbere glede na interes ali pa znanje učencev. Bi pa poudarila, da besedišče iz teh razdelkov ni vključeno v sklop revision in checkback, tiste dva sklopa, ki jo je prej predstavila Janja. Prav tako se ne utrjuje v delovnem zvezku. S tem smo res hoteli poudariti, da je to dodatno besedišče, za katerega ne pričakujemo, da ga bodo učenci znali po koncu 4. razreda. Sedaj bom pa podrobneje predstavila vsak razdelek posebej. In pri vsakem boste tudi videli primer iz učbenika. Ja, to je razdelek F, Slurp Up Words, ki vsebuje dodatno besedišče na temo enote. Kot lahko tukaj vidite, je tukaj besedišče na temo šolskih prostorov. To je, kot sem že prej rekla, besedišče, ki ni osnovno in nudi določenim učencem nadgradnjo. Saj vemo, da je danes veliko učencev izpostavljenih angleščini tudi izven razreda in potrebujejo večji jezikovni vnos za svoj napredek. Naslednji razdelek je G, Crossing Cultures, ki poveže temo enote z kulturno vsebino. Razvijanje medkulturne kompetence je eden izmed glavnih ciljev učenja tujega jezika in tudi omogoči učencem komunikacijo z govorci iz različnih delov sveta. V učbeniku smo poskušali vključiti tako vsebine izhodiščne kulture, na primer imamo predstavitev tradicionalne slovenske poroke, kot tudi ciljne kulture, na primer predstavitev ragbija. Prav tako smo vključili vsebine drugih kultur, ker vemo, da se bodo naši učenci večinoma sporazumevali z nedomačimi govorci. Tukaj, na primer, lahko vidite primer šol iz različnih delov sveta. To so strani, ki širijo splošno razgledanost učencev, njihovo besedišče, jih kulturno zaveščajo, spodbuja tudi strpnost in vedoželjnost. Naslednji razdelek je H in se poveže temo enote z medpredmetnom, z vsebinami drugih predmetov. Zdelo se nam je pomembno, da tudi to vključimo v učbenik, da učenci dobijo besedišče iz drugih šolskih predmetov, da si tudi širijo znanje na različnih področjih. Povezali smo nekako, teme so povezane z družbo, z likovno umetnostjo, tudi tukaj lahko vidite na levi strani primer naloge iz prve enote, kjer se učenci učijo o mešanju barv. Na desni strani pa lahko vidite primer iz enote, kjer smo poskušali tudi prikazati strategije učenja angleščine ali učenja učenja. Tukaj lahko učenci izberejo strategije, ki so njim blizu, ali pa poizkusijo različne in vidijo, kateri jim ustrezajo glede na njihov stil učenja. Med predlogi, na primer, lahko najdejo izdelavo besednih kartic, branje pravljice svoji igrači in pogovarjanje s svojimi domačimi živalmi v angleščini. Mislim, da vsi vemo, da so naši domači ljubljenčki najbolj potrpežljivi in zvesti poslušalci. Tukaj pa že lahko vidite
razdelek I, ki poveže enoto z zgodbo. Nekako tudi nismo mogli spustiti zgodbo, ker se nam še vedno zdijo pomembne na tej stopnji. Njihova prednost pa je, da predstavijo besedišče v kontekstu in da učenci izpostavijo frazam in besedišču, ki ga lahko tudi kasneje uporabljajo. Nekatere zgodbe so tradicionalne, kot na primer Zlatolaska in trije medvedki, Kositrni vojak, Volk in trije prašički. Nekatere zgodbe, ki smo jih izbrali, so novejše, na primer ena je o pisanih hrčkih, ki padejo v različne barve in potem puščajo različne sledi, in o Ježku, ki gre prvi dan v šolo in potem gre vse narobe. Pred vsako zgodbo smo dali vajo, ki učence pripravi na poslušanje ali branje zgodbe, na primer predstavitev glavnega besedišča. Tukaj pa lahko zgodbo učenci ali berejo ali pa poslušajo. Zadnji razdelek v vsaki enoti, razdelek J, Reading for Fun, je, kot je bilo tudi že danes omenjeno, to je strip v nadaljevanjih, ki ga je napisal Boštjan Gorenc Pižama, ilustriral pa ga je Matej Čeko, skupaj že zelo dolgo sodelujeta. Napisala sta tudi strip Šlofijeva druščina, mogoče ga poznate. Za ta strip nekako verjamemo, da ga bodo učenci prebrali na mah, saj je tak zanimiv in kar vabi k nadaljevanju branja. Nismo se pa mogli tudi izogniti praznikom, ker se nam zdi, da so prazniki na tej stopnji tudi še zelo pomembni. Izbrali smo 3, Noč čarovnic, Veliko noč in Božič. Na teh stranih lahko učenci spoznavajo besedišče na temo teh praznikov, potem so tukaj slikovne zgodbe, različne uganke. Tukaj pa smo dali tudi idejo za mini projekt. Izbrali smo take preproste dejavnosti, ker noben izmed nas ni ročno ne vem koliko nadarjen in smo res iskali dejavnosti, ki so preproste za izdelavo in ki tudi ne zavzamejo preveč časa. In ki jih mogoče lahko tudi uporabite potem pri samem učenju. Na primer pri Noči čarovnic smo tukaj izbrali izdelavo magične palčke, ki jo potem lahko tudi učenci uporabijo za izreko različnih urokov in mogoče lahko tudi vas začarajo s kakšnim urokom. Tako da to mislim, da je vse iz moje strani, zdaj pa predajam besedo še urednikom založbe. Najlepša hvala avtorjem učbeniškega kompleta Touchstone 4 za izčrpno in zanimivo predstavitev učbenika in delno-delovnega zvezka. Skupaj s tiskanim vabilom na to predstavitev smo na vse šole v Sloveniji dostavili tudi natisnjeno prvo enoto učbenika. Tako si boste lahko to enoto, bom rekla, v celoti pogledali, podrobno ogledali. Poleg tega vsebuje ta predstavitvena brošura še zgradbo učne enote in kazalo celotnega učbenika. Če imate kakršnokoli vprašanje, ki se vam je med predstavitvijo zastavilo, nam ga lahko pošljete na e-naslov založništvo@založbaobzorja.si, ki ga vidite že tudi na zaslonu. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo v najkrajšem času. Poslali vam bomo tudi povezave do današnje predstavitve vsem, ki ste bili danes z nami. Če vas karkoli v zvezi s tem zanima, nas prosim kontaktirajte, pa se vam bomo odzvali. Sicer pa je učbenik Touchstone 4 sedaj na Zavodu za šolstvo v postopku potrjevanja. Zahvaljujem se vam, ker ste bili danes z nami. Želimo vam lep preostanek večera. Hvala in nasvidenje.